V glavnem, prva stvar, ko sem videl prej na Instagramu, kar me je tek zelo presenetilo. Raziskava, mislim, da je bila 2014, ki je opazovala žensko skupino pa moško skupino po seriji potiska iz prsi, se pravi bench press. Moški so rabili 48 ur povprečno, da so imeli popolno obnovo oziroma popoln recovery, ženske fucking 4 ure. V 4 urah so se zregenerirale, da bi lahko delati pol normalno naprej. Pač to me je presenetilo, to smo mogli reči. Videl sem pa na profilu Power Building Slow, če še kdo ne ve, bom dal v opis, kar zanimive objave ima. Zdaj pa da gremo na to, kar sem mislil. Dober dan prvo. Danes bomo govorili o mikrobiom dieti. Prvo, da že kar na začetku povem, nič ni narobe z mikrobiom dieto. Moti me, da je spet to preraslo v nek trend, kot nek challenge, zdaj po novem letu, da se zresetira, zato ko se slabo počuti, skasi pač za praznik jedo ali ne vem. Prva stvar je pomembno povedati to, da dejansko se strinjam z mikrobiom dieto. Ne, da bi zdaj tule zdisel pa govoril, kaj vse je narobe z mikrobiom dieto, zaradi tega, ker pač črevesje so dejansko drugi možgani. Pač mogoče je to samo moje mnenje, ampak so dejansko drugi možgani. Črevesje vpliva na imunski sistem, črevesje vpliva na kakšne signale možgani devajo pol telesu, zaradi tega, ker je en živc, ko povezuje možgane pa črevesje in pač dejansko se povezuje. Se pravi, je pomembno, kaj pojemo in hrana lahko vpliva na možgane. Tudi, ne vem, ena izmed stvari, ko je še kar presenetljiva, pa ni mogoče glih ful sprejeta, ampak dejansko se kaže po raziskavah, da je 50 do 60% depresij oziroma depresivnih simptomov lahko izhaja iz tega, ko so neka vnetja v črevesju oziroma ko je neki neravnovesje v črevesju z bakterijami. V glavnem, moti me to, da je spet ena dieta za vse in zdaj moramo vsi jesti to, kar se pač je po uni dieti. Noben se me ni vprašal, kakšna nesorazmerja oziroma kako lahko porušimo ravnovesje v črevesju z različnimi bakterijami. Mi imamo v črevesju dobre bakterije pa slabe bakterije. Zdaj pač oboje morajo biti, zaradi tega, ker eno je fora, da se dobre bakterije shranijo za slabimi, drugo je fora, da slabe bakterije regulirajo, da se dobre bakterije preveč ne razrastejo, kar je tudi zelo pomembno. In s tem, ko grejo vsi na isto dieto, po istem principu, ne vem sploh, če je po kilogramih, po aktivnosti, po karkoli prilagojena, ampak isti princip za vse, bo dejansko prišlo pri veliko ljudeh do več težav, kot pa karkoli drugega. Prva stvar, ko je, da je dejansko naš mikrobiom, se pravi raznovrstnost bakterij v črevesju, je tako prstni vtis. Noben na svetu nima enakega. Se pravi, je spet ful pomembna individualizacija in ne sme biti zdaj spet en plan pa za vse enak. To je prva stvar, ko jo hočem povedati. Tako pri vseh stvareh, to je pa v bistvu še bolj pomembno. Zdaj pa druga stvar, ko je pa tudi ful pomembna, je pa, da mi v črevesju nimamo samo bakterij, mi imamo v črevesju, pač bakterije so v bistvu probiotiki. Mi imamo v črevesju tudi prebiotike. Prebiotike so neživi delci oziroma nežive bakterije, ki so hrana za probiotike. Potem je pa še tretja stvar, ko je pa v bistvu ful pomembna, so pa fungi. Mi imamo v ustni votlini več kot 100 različnih vrst fungijev, v črevesju jih imamo itak še več. Mislim, vrst mogoče ne, ampak količinsko. Fungi so pač tudi služijo neko nalogo, imajo fungi, se pravi, eni so zato, da obnavljajo sluznico, eni so, da jo, ne vem, popravljajo medtem, mislim, ko je nekje odebljena ali kar, se pravi, imajo tudi svojo vlogo. In zdaj en izmed teh fungijev je malo bolj znan, je naprimer Candida. Zdaj, prva stvar pri Candidi je, da jo imamo skoraj vsi. Druga stvar pri Candidi je, da imamo mogoče ne glih slabe pa dobre verzije Candide, ampak je važno količina, kako razraščena je Candida v črevesju. Zdaj pa mikrobiom dieta, naprimer vsebuje, kakor sem jaz gledal, kar nekaj ogljikovih hidratov, ampak nič ne narobe z ogljikovimi hidrati, ne more narobe razumeti. Problem je pri fermentaciji in vsebuje ogromno ogljikovih hidratov, ki se pol fermentirajo. Naprimer, en primer je naprimer krompir. Navaden krompir, ima sicer nekaj vlaknin, ko se bojo pol fermentirali v našem črevesju, kar je super. Če pa mi tisti krompir ohladimo, pa ga pol pojemo hladnega, nastane ene vlaknine oziroma se vlaknine spremenijo v vlaknine, ki so izključno za fermentacijo v črevesju. In tiste
sicer fermentacija je v redu, pač se bakterije razrastejo, ampak se razraste tudi naprimer kandida. In zdaj ne vem, bučke, krompir, različni ugljikovi hidrati, surova zelenjava, naprimer, ko je noter zraven dodana veliko solate pa to. Dejansko v velikih količinah povzroča razraščanje kandide. In dejansko, če si ti hočeš za to mikrobiom dieto fajn na sebe vplivati, lahko da boš si slabo vplival s tem, ko boš razrastel kandido na tak način, da ker pač ni prilagojena dieta za tebe oziroma prehranska strategija, karkoli pač je to. Se pravi, to je drug velik problem, da se fungi tudi razraščajo s tem, ko mi pač jemo zdaj neko mikrobiom dieto. Zdaj ena stvar je še, ne vem, težko je itak za individualizirati za vsakega, pa vedeti, kako to je, zaradi tega, ker je še vsem to bolj nova stvar. Jaz bi še vsem, če se že spuščam v to, ne bi delal mogoče cel mesec, bi delal sam, ne vem, 14 dni, tako da se malo dejansko zresetira, pa da se malo fermentira vse stvari noter, pa da se mogoče pač pol spuče, karkoli, to sploh ni nobene panike. Ampak kakor bo to šlo na nek dolg rok, nek mesec, več kot mesec, karkoli, pa lahko povzročimo več škode, kot pa kaj drugega. Roko bi dal ovim, da so določeni ljudje dobili drisko, določeni ljudje napihuje, sicer se počutijo mogoče boljš, po drugi strani je pa tudi res, da naprimer več česna pa čebule, ko boš pojedel, pa ne vem, če boš dodal kaj brokolija, boš imel vetrove oziroma boš imel mogoče celo drisko, kar tudi ni slabo po eni strani zaradi tega, ker lahko da si rabo kaj, da se je spucalo ven, vetrovi pomeni, da se nekaj fermentira v črevesju. Se pravi, ni vse slabo, pa ni vse dobro, to hočem glih povedati. Ne zdaj skočiti na mikrobiom dieto, tako da je to spet nek nov čudež, pa da bo zdaj pozdravljal vse bolezni, ampak je pa res, da dejansko si lahko mogoče po malo zrihtamo ravnovesje, če res vemo, kaj delamo. Zdaj, ena stvar je tudi, naprimer, ljudje, ko imajo že v začetku, ko začnejo z mikrobiom dieto, nižje ravni vitamina A pa vitamina C, pa mislim, da je še en, ne vem kjer, vem, da A pa C sta. Če imaš nižje ravni, oziroma če imaš nizke ravni, lahko pride do komplikacij, naprimer do razraščanja kandida. Se pravi, tudi antioksidant kot C vitamin je ful močna, deluje. Je tudi pomembno, da ne zdaj sam jemo nekih krompirjev, pa nekih piščancov, pa ne vem kaj, pa nekih, kaj sem že videl, pač neko sadje vloženo, no, a sem res rekel vloženo sadje? Upam, da nisem rekel vloženo sadje. V glavnem, dateljni. Dateljni so ena izmed stvari, ko se jih ful promojira na mikrobiom dieti, sem opazil z nekim mislim, da so celo z medom pa to. Kar pa eni strani ni slabo, se ti bo ful fermentiralo in zdaj, če nisi človek, ko ima od prej že urejeno prehrano, oziroma ko ima neko zdrav prebavni trakt, te lahko da bo to, oziroma višje vlaknin, oziroma fermentacija, karkoli, pač več škode naredilo. Potem pa še četrta ali peta stvar, se ne vem, kje sem zdaj, ko preveč nakladam, je pa vadba. Če se že osredotočaš na zdravljenje svojega črevesja oziroma svojega prebavnega trakta, moraš prilagoditi tudi vadbo. Prva stvar je, vadba povzroča stres. Stres dejansko na prebavni trakt, zaradi tega, ker medtem, ko ti moraš fermentirati pa to, kar si prej jedel, pa delaš trening, kri gre od prebavil ven, ker gre v mišice, oziroma ne zdaj vse, ampak zmanjša se pretok krvi do prebavnega trakta. In pol ti lahko itak upočasniš fermentacijo pa vse. Oziroma niti ne, fermentacija se ne upočasni, fermentacija se dogaja med tem, ko ti ne moreš metabolito odplakovati oziroma ne moreš funkcionirati tako je treba. Zato, ker delaš nek težek trening. Se pravi, v tem cajtu je pol najboljš, da delaš neke kardio, neko nizko intenzivnost, karkoli jogo, pa da si misliš dejansko čisto resetiraš, pa boš mogoče mišicam dal mir. Zaradi tega, ker boš spet več škod naredil, če boš ti delal neke visoko intenzivne treninge med tem, ko boš na mikrobiom dieti, ker se prebavni trakt ne bo mogel soočati s fermentacijo oziroma z vsemi produkti, ko mu jih ti daš net na novo, ampak bo mogel pač v mišice poslati kri. Se pravi, vadba. Druga stvar po vadbi je pa, da ne povzroča sam stres iz vidika, da krvi ni v prebavnem traktu, ampak tudi povzroča stres kot vnetja. In zdaj, ti pa vneti ne rabiš prvo kot prvo, ne med tem, ko se fermentira neki, oziroma ko imaš ti mikrobiom dieto. Druga stvar je pa, da vnetja že tekate, sej po treningu jih moš meta, ampak preveč pa tudi ni v redu. Zdaj pa ti duplo naložil gor, ko je že itak daš pod stres prebavni trakt, pa boš pa še nek težek trening naredil, nek visoko intenzivno. Dej si vzem en mesec oziroma pol meseca cajt, naredi mikrobiom dieto, pa naredi, ko se reče. Mal sam sebe spremlji, pa poglej, a ti povzroča ful vetrov, a ti ne povzroča vetrov, kako se počutiš, a se ti zdi, da imaš malo zamegljene misli, kar se lahko zgodi.
Pač spremljaj se, no. Plus tega pa, dej telesu še malo placa oziroma fore, da se malo spočije, ne samo črevesjo. Pač vse je povezano, ne, če se že gre v tem. Zdaj pa, ko sem že, upam, da nisem preveč zmlato, ker pač dejansko se strinjam s tem, bom pa povedal, kaj pa lahko dejansko narediš s tem, ko si boš resetiral pač črevesje. Mi imamo problem to, da mogoče ni glih problem, ampak konstantno nekaj jemo. Prebavni trakt je skozi pod nekim stresom. Zdaj, to ni nič kaj narobe, pač lahko ješ 9 obrokov na dan, lahko ješ 8, lahko ješ 3, kakor hočeš, zdaj ne bo neki ful razlike, ampak je pa res, da če daš ti od časa do časa prebavnemu traktu malo pauze, oziroma daš neke stvari, ko podprejo delovanje prebavnega trakta, da se lahko sluznica obnovi, da ne vem, mogoče se spucaš, karkoli, lahko koristi, nasploh lahko koristi absorpcije hranil, ko si ti na primer spucaš prebavni trakt, dejansko pol, kar zatem pride noter, bo prebavni trakt lahko bolj absorbiral. Druga stvar je, dejansko lahko spučeš oziroma popraviš razmerje med bakterijami, se pravi, znižaš slabe pa povišaš dobre, ampak še vseeno pač različni ljudje smo, različne bakterije imamo in je potrebno paziti. Res je, da lahko mikrobiom dieta vpliva na simptome depresije oziroma anksioznosti, ampak no, ne zdaj tako v taki meri, da boš ti imel pa depresijo, pa zdaj, ko bo začel fajn jesti, ne, boš pa kar ne imel depresije. Še vseeno mora biti lifestyle, mora biti, moraš začeti malo trenirati, prehrana mora biti ne samo za mikrobiom dieto, tudi drugače, pol moraš posegati po kakih drugih stvareh, ne vem, greš na sprehod, meditiraš, v glavnem sproščanje je ful pomembno pri tem, zaradi tega, ker moraš znižati vnetja. Če ti pa še to ne bo pomagalo, pa res že rabi zdravila, ne, ker lahko da je pa pol res pač huda oblika depresije oziroma genetska oblika depresije, ki pa tudi obstaja. Če bi zaključil, z mikrobiom dieto ni narobe nič, narobe je to, ko je postala trend in za vse velja enako in pol noben ne pazi, kaj dejansko je, ampak sam da ima nek cheat, tam imam jaz na papirju napisano, kaj se je na mikrobiom dieti in to je to in zdaj bomo vsi tek jedli. Ne. Individualizacija, spet tako pri vseh stvareh. To je to. Pa zapomni si, da se ženske hitreje regenerirajo kot moški in to tek 10-krat bolj hitro pri bench pressu. Hvala za ogled.